Zdaj se je začelo več o brain fogu govoriti zaradi tega covida, ne, ker prej se ni, recimo tudi jaz na vprašalnikih nisem mogel obklukati, da imam brain fog, ne. Zdaj lahko, ker se o tem več govori, ker toliko več ljudi to izkuša. Nathanael Merzel, vodja projekta Anatomija moči in bolnik s Fabrijevo boleznijo. Ali sem ful utrujen, ima kakšna bolečina v telesu in to. Če res začutiš, ko začneš čutiti, je ful velika intenziteta te bolečine. Ja. Tako samo spoznavanje v bistvu premikanja teh telesnih meja, ne. Mi je bilo zelo zanimiv ta proces, kako lahko jaz zdaj počasi dvigujem to mejo telesno zmožnega, ne. Nathanael Merzel, lepo pozdravljen na našem podcastu, vodja projekta Anatomija moči in bolnik s Fabrijevo boleznijo. Sem prav povedal? Tako. Hvala za predstavitev. Tretje šlo. Ja. Je tak, ni, ko sem ti rekel prej, ni tak pogosto ime. Saj jaz ne vem, če poznam koga s tem imenom. Ne, res ne, tudi jaz ne poznam nobenega, ampak je nekaj to, se mi zdi, da je zdaj malo porastel, no. Mi je že veliko recimo ljudi rekli, da jim je všeč ime in da razmišljajo o tem, da bo svojega otroka tako poimenovali, tako da izgledajo v porastu. No. Pa še malo bolj posebno, ne, tako da izstopaš ven z poprečja. Tako da, evo, danes smo se dobila, da govoriva malo o tvoji zgodbi. Se pravi, ko sem prej omenil, si bolnik s Fabrijevo boleznijo, ki so ti jo diagnosticirali, kakor si sam povedal, pri 9. letu, se pravi spomnim. Da nam povej, da nam predstavi, kaj je to ta bolezen, kako je prišlo do diagnoze in tvojo zgodbo na kratko do danes in potem gremo tle naprej. Ja, v bistvu moja bolezen je nekaj, s čemer živim, imam občutek že celo življenje. In tudi, ko sem začel s projektom Anatomija moči, namen tega projekta je, da se o tem govori, da bolnik nima občutka, da je to nekaj zdaj, kar pa se ne sme v družbi govoriti, ampak da se ustvari neka skupnost, kjer se o tem prosto govori in se lahko povezujemo med sabo, se podpiramo, navdihujemo. To je res ustvarjanje neke take empatične skupnosti. In zato tudi jaz veliko poudarjam, no, to svojo izkušnjo. Se pravi, to je redka dedna bolezen, dobil sem jo od svoje mame, prenaša se prek X kromosoma in je v bistvu čisto splošno je to meni organizem ne proizvaja enega encima, s katerimi, ki razgrajuje lipide oziroma pač maščobe in te maščobe se potem nalagajo v celicah. In to povzroča škodo na organih, na živčevju predvsem, zato imam vsakodnevne bolečine nevropatske. Potem so lahko okvare srca, ledvica se je po 30. ponavadi čisto okvarja, če nisi zdravljen. Tako da je sigurno bolezen, o kateri se mora govoriti, ker je zelo pomembno, da se jo zgodaj diagnosticira. In da preprosto ljudje vejo, ker ti zgodaj začutiš, da je nekaj s tabo narobe in takrat rabiš nekoga, ki ti bo rekel, ja, lej, pač daj kopli globje, ne, kaj se skriva za tem, kjer zdravstven problem je, da se prepreči, da se čim prej začne zdravljenje, da se prepreči pol ta nadaljna škoda na organih. Kako je pa pri tebi prišlo do diagnoze? Kako si prišel skupaj starši? Kako ste prišli do te končne diagnoze, te bolezni? Ja, v bistvu je zadaj ena taka zelo huda bolečinska izkušnja. To je bilo, se pravi, ja, pri 9 letih sem dobil eno zelo visoko vročino, brez nekega sprožilca, virusne okužbe ali pa bakterijske, pač vročina in pa hude bolečine zraven. To je bilo tako, to je izgledalo tako, da sem jaz pač jokal, kričal od bolečin, to so bile res zelo hude bolečine. In starši niso vedeli, kaj je z mano narobe, šli smo k večjim zdravnikom, vsi so rekli, da nimajo pojma, kaj bi lahko bilo.
da gre za neko atipično virozo, so naredili zaključek na koncu. No in potem, ko je bil po mojem to že zadnji poskus, da dobimo še eno mnenje, je zdravnica na infekcijski kliniki opazila tudi neke kožne spremembe, take pikice rdeče po desnem stegnu, kar je tudi značilnost Fabrijeve bolezni, in je rekla, dajte to vi malo preveriti. In potem sem šel res, potem je dermatologinja, ona je takoj videla opazila to gre za Fabrijevo bolezen, tako je naredila ta zaključek. In potem je bila biopsija narejena, pa krvni testi in pač sem bil, pri 10 letih sem že začel zdravljenje. In kako je potekalo potem zdravljenje? Malo nisi še toliko omenil od tega, spravi ta bolezen ni ozdravljiva, čeprav jaz razumem. Se pa da, v bistvu jaz dobivam infuzijo na 14 dni z nadomestnim encimom. Torej, s tem se v bistvu preprečuje nadaljnja škoda, da bolezen ne napreduje naprej. In pač drži to isto stanje, do katerega je bolezen prišla recimo do 9. leta oziroma 10. To pomeni, da imam nekako isto stopnjo bolečin, ker se živčevje ni naprej obrabljalo. In tudi neke hude škode na organih pač ni. Mislim, organi niso prizadeti, drugi. Živčevje je, kar povzroča tudi vrsto drugih težav, kronična utrujenost, potem brain fog, recimo, se tudi pojavlja, možganska megla. Ampak hvala Bogu je bilo to zdravljenje toliko zgodaj, se je začelo, da sem v bistvu preprečil kakšno napredovanje bolezni. In upam, da pač ostaja enako učinkovito, kot je bilo do zdaj. Zato se tudi redno vodim na centru za Fabrijevo bolezen, kjer imam redne preglede, spremljajo pač in zaenkrat je učinkovito. Verjetno zaradi tega si poudaril, da je treba čim prej diagnosticirati to, da ne pride potem do... Ja, ker recimo te bolečine se potem recimo po najstništvu izvenijo, in potem imaš občutek, da je s tabo vse v redu, ampak v bistvu se pa podtalno dela ful huda škoda in pridejo v bolnico pacienti, ko je že zelo, srčni zastoji, odpoved ledvic, pač takrat, ko je že lahko, smrtno zaražen. Ja. In tudi ta bolezen je smrtna, to je nekaj, kar recimo moški imajo ponavadi, ženske so lahko prenašalke, se pravi, nima neke izražene oblike bolezni, ampak samo prenašajo, lahko so tudi resno je simptomatsko izražen, ampak ni to zdaj nekaj, kar bi bilo, jaz ne govorim, da ženske ne, se jim tudi, jim je hudo kakšnim zelo, imajo zelo hudo obliko, je pa večja verjetnost pri moških za reči potem. Ja. In potem ravno zato pač je to pomembno, da se o tem res ozavešča. Spravi, dedna bolezen, je kdo potem v tvojem družinskem drevesu imel že to bolezen? Ja, v bistvu dedek, sklepa se, moja mama je potem se potrdil, da ima, najprej je bila meni diagnoza potrjena, potem so seveda še njej pregledali, ker se je sklepali, da mi je verjetno ona prenesla, da ni mutacija se prva pri meni zgodila. Ampak dedek je bil pa že v bistvu pokojen, tako da ga niso mogli diagnosticirati oziroma preveriti. Tako da ima pa tudi moja sestra še, mi smo 4 otroci in je v bistvu res 50-50, ker ženska v bistvu preneše, je možnost pač 50-50, ker je en pač X kromosom okvarjen, moški ima pa XY in ima potem v bistvu jaz, če bom imel otroke, bo moški 100% zdrav, ženska bo pa 100% imela, ker dobi ta X z mutacijo.
Kako pa tvoja sestra, ki si rekel, da ima to? Ona ima prenašalsko obliko, se pravi, ona ni vedela, da... Se pravi, ona bo mogla paziti, če bo kdaj imela otroke, da pač takoj... Ma že, ja. Kako hitro pa se lahko diagnosticira ta bolezen? Takoj ob rojstvu ali moraš čakati prve simptome? Lahko se je že ob rojstvu, no. Okay. Tako da pač vse pa veliko pač potem se gleda tudi vedno, ko je nekdo diagnosticiran, se potem gleda celotno družinsko drevo in se proba čim več ljudi pol tudi, naknadno. Tako največ diagnoz tudi pride. Za preventivo, potem za naprej, za potomce in tako naprej. Daj nam še malo opiši te simptome. Zdaj malo si jih že opisal, se pravi si rekel pač te nevronske bolečine, možganska megla, kronična utrujenost. Tu mi je bilo tudi zanimivo, ker si napisal v dokumentu, ta občasni tinnitus. Tinnitus, ja. Kako to poteka, kako ti občutiš to v vsakodnevnem življenju? Ja, v bistvu pač nevropatska bolečina je toliko izrazita in toliko ti v bistvu lahko kvar kvaliteto življenja, da včasih kar ostale simptome malo da na stran. So lahko tudi zelo resni, ampak je to nekaj, kar ti najbolj kvar, kar vpliva tudi na razpoloženje, na odnose, na energijo, in s tem se naučiti živeti je res največji zalogaj te bolezni, mislim, definitivno. Je pa zelo pomembno, da se tudi o ostalih simptomih govori, ker sploh recimo kakšna možganska megla, ti imaš lahko občutek. Zdaj se je začelo več o brain fogu govoriti zaradi tega covida, ker prej se ni, recimo tudi jaz na vprašalnikih nisem mogel obklukati, da imam brain fog, zdaj lahko, ker se o tem več govori, ker toliko več ljudi to izkuša, ampak je res nekaj, kar brain fog je recimo simptom, o kateremu se mi zdi, da moraš vedeti, da ga imaš, ko se pojavi, zato da ti veš, da s tabo ni nič konkretno narobe ali pa splošno narobe, da pač veš, da to prihaja tukaj, da nimaš kakšnih težav s samopodobo, samozavestjo. Recimo lahko ti, ne vem, na izpitu imaš daj občutek, da si neumen, pač, ker ti dejansko preseka misel, in narediš napačen zaključek, jaz nisem sposoben, zdaj, ali pa tudi vsakdanji pogovori so lahko, s kakšnimi prijatelji, konec koncev, mi imamo pač kdaj v družbi resne debate in je pač težko potem, ko se ne moreš vključiti, recimo, ali pa ko ti preseka misel, je beden občutek in je pomembno, da ti veš, od kje to prihaja, tako da potem je še ta kronična utrujenost. Kronična utrujenost definira to, da v bistvu je ne izboljša noben počitek zares, se pravi, da ti dejansko imaš spet en simptom, ki se moraš naučiti živeti z njim, ga obvladovati oziroma ga znati ne poslabšati, z svojim načinom življenja. To je najbolj pomembno pri kronični utrujenosti. Tinnitus je pa v bistvu pri meni toliko blag, pa tudi ni se res občasno samo pojavil, da ga res probam malo odmisliti, takrat, ko se pojavi, se ne z njim ukvarjati. Je tak simptom, ki se mi zdi pa, da nasprotno od brain foga, recimo, kar rabiš vedeti, od kje to prihaja, je tinnitus tak simptom, ki se velja z njim čim manj ukvarjati, ga res probati odmisliti. In to je nekako to, kar mi zaenkrat ta bolezen prinaša. So pa to dnevni izzivi, vsako obdobje življenja terja malo drugačne prilagoditve. V kakšnem smislu? V smislu odnosov, v smislu, ne vem, zaposlitve. Zaposlitev je drugačna, kot od recimo faksa, ki zahteva drugačne prilagoditve. Ali pa otrok zahteva drugačne prilagoditve, kot potem starejši spet drugače, ostareli. In je pomembno, kje se nahajaš v življenju, kaj ti rabiš, kje rabiš mogoče podporo, ne vem, v razmerju, konec koncev tudi pomembno, da partner ve, kaj greš skozi, kje se nahaja z boleznijo, kakšne prilagoditve rabiš.
da se o tem pogovarjaš. Tako da je skozi malo, to ni zaključna faza, da si pa rečeš, jaz pa obvladujem vse simptome, a ne. Skozi malo drugačne prilagoditve. Pa verjetno tudi v dnevu se razlikuje, kdaj je največ bolečin, ne? Ker recimo za danes smo se zmenili malo kasneje snemati, ker si rekel, da zjutraj imaš ponavadi. Zjutraj je tako, da v bistvu jaz dolgo nisem vedel, zakaj mene zjutraj pač boli, a ne. V bistvu gre pa samo za to, da kortizol ful slabša nevropatsko bolečino in zjutraj ti telo... Čekaj, kortizol stresni hormon, slabša nevropatsko? Slabša, ja. Okay. Stres vpliva zelo slabo. Spravi povečuje bolečino. Ja. In zjutraj telo, a ne, je kortizol pomaga prebuditi organizem, a ne, kar je dober, rabiš kortizol zjutraj, ampak prinaša pa to in potem pač rabim se umiriti zjutraj, narediti vaje, se sprostiti, da potem te bolečine, da jih obvladam, znižam malo kortizol in potem tudi zato, da malo medva danes čim bolj optimalen pogovor. Ful cenim, da si se pripeljal dol kljub bolečinam in to. Zdaj me zanima, si rekel vaje, sprostitev in to, kaj recimo ti najbolj pomaga zjutraj, da ti lajša te bolečine, da priješ, da hkrati zalaufaš, da zaštartaš dan, hkrati pa da umiriš bolečine, ki jih imaš. Dihalne vaje zelo pomagajo pri zniževanju stresa in sem jih zdaj kar vkomponiral v svoj vsak dan. Kakšne dihalne pa? Bolj sprostitvene? Sprostitvene, ja. In to je lahko čistko, to sploh ni nujno vzorc. Jaz sem začel v bistvu te Wim Hof dihalne vaje. Ampak mi večkrat v bistvu tudi ne odgovarjajo, zato ker so kar agresivne v bistvu. Je tako, a ne, zelo, se pravi, se moram v bistvu dobro počutiti, da jih jaz naredim, a ne, oziroma ne zelo slabo. In je v bistvu dovolj, da se ti malo miriš, pa čist, ne vem, zavestno globoko dihaš, narediš 30 vdihov in že s tem organizmu daš vedeti, ok, miren sem, navaden sem, sprosti se in pol, a ne, je čist drugač, a ne. Ker bolečina je zanimiv fenomen pri ljudeh, ker jo vedno odrivamo stran, ne. Vedno je nekaj zelo negativnega, kar je treba v bistvu potlačati, kar je treba, s čemer se ne smeš ukvarjati. Je pa to, v bistvu delamo nasilje nad telesom s tem, ker se mi zdi, da je bolečina tam z razlogom, a ne, in to je, da je nek alarm o poškodbi v tem konkretnem primeru. In je prav, da se ta alarm sliši, da se ga ne odriva, da ni to zdaj nekaj, kar boš vzel sam analgetik, pa pač probo delati naprej vse stvari, prav je, da ostajaš funkcionalen kljub bolečini, ampak jo je pa treba tudi znati umestiti v svoj vsak dan, ne. Jaz nisem zdaj nekdo, ki se bo ulegel pa potem cel dan sam počival, jaz hočem imeti produktivno življenje kljub bolečini, ampak sem videl, da prvih 10 let sem se spopadal z bolečino na napačen način in to je, da sem jo probal odmisliti, da sem probal se delati vse, da bi jo utišal, a ne, da se zamotaš, ampak te počaka, ko prideš, te počaka v 3-kratni obliki, recimo, a ne. In je na dolgi rok to ni neka učinkovita metoda spoprijemanja, ne. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Tukaj na podcastu Benesere raziskujemo poti do več dobrega počutja, osebnostne rasti in iskanje smisla. Kaj pa če vam bi povedal, da lahko vse te vrednote najdete tudi na vaši poklicni poti. Predstavljajte si delo, kjer niste samo številka, ampak cenjen član ekipe, kjer vaš trud ni samo opažen, ampak tudi konkretno nagrajen s stimulativnimi prihodki, ki vam omogočajo bolj udobno in mirnejše življenje. Verjamem, da si vsi želimo več ravnovesja v našem življenju in obstaja poklicna pot,
ki nam omogoča, da naše delo prilagodimo našemu življenjskemu slogu in družinskimi obveznostmi. Na podcastu Benesere pogosto poudarjamo pomen osebnostne rasti in poklicno okolje je eno izmed najboljših okolij za osebnostno rast, osebni in strokovni razvoj, pridobivanje novih znanj in tudi mentorstev, ki vam pomaga do uresničitve vaših ciljev v življenju. In ravno to vam omogoča ta nova poklicna pot. In kar je morda najpomembnejše, gre za delo z globokim smislom. Gre za priložnost, kjer lahko neposredno pomagate ljudem in delate dobro za ljudi, tako da jim pomagate zgraditi temelje za varnejšo in mirnejšo prihodnost, za njihovo zdravje, nepričakovane dogodke in ključne življenjske odločitve. To edinstveno kombinacijo rasti, poslanstva in prilagodljivosti omogoča uspešno goriško podjetje Genus PS. V podjetju Genus PS iščejo nove sodelavce, ljudi z zagonom, poslanstvom in željo po pomoči drugim. Ne gradijo zgolj poslovnih odnosov, ampak dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na zaupanju. Če ste se prepoznali v tem opisu in ste pripravljeni na novo karierno pot, ki je v skladu z vrednotami, o katerih govorimo tudi na našem podcastu Benesere, potem vas vabim, da naredite naslednji korak na vaši poklicni poti. Obiščite spletno stran podjetja Genus PS na povezavi v opisu te podcast epizode, poiščite zavihek kariera in preverite priložnosti, ki jih ponuja podjetje Genus PS. Morda je ravno to vaša pot do bolj izpopolnjenega poklicnega življenja. Kaj si pa v tem procesu raziskovanja opazil, da pomaga pri tem soočanju s bolečino? Ker včasih, ko si rekel, včasih je fajn, da jo odmisliš, da ker tudi če preveč misliš na njo, se lahko tudi intenziteta dvigne, predvsem v glavi, ker več, ko razmišljaš o njej, večji je vpliv. Ja. Ampak hkrati, ko si rekel, če jo preveč odmisliš, pole pa prije nazaj. Jaz to fazno naredim, v bistvu je to, se pravi, najprej jo priznam, ko pride, jo opazam, in si rečem, ok, zdaj mi jo sporoč, najprej z dihanjem probam umiriti telo, potem pa naredim tak body scan, mentalni, in ok, zdaj mi rečem, v bistvu dam signal z umom, telesu, zdaj mi sporoč vse, kar mi ima za sporočiti. Zdaj je ta čas. Pol pa naprej. Se pravi, da začutiš bolečino. Pol pa se začne delo. Pol pa gremo delati. Zdaj, kar imaš, sporoč in je to zelo učinkovitno. Tudi se mi zdi, da je to prav način komuniciranja s telesom v primeru kronične bolečine. Ker kronična pomeni, da imaš ti vsak dan, oziroma da imaš daljše obdobje. To ni akutna bolečina, kot glavobol, ki pride pa gre, ampak je dejansko nekaj, s čemer se soočaš ti, lahko tudi celo življenje. To recimo lahko tudi jaz potrdim, da vidim, kada recimo, ali sem ful utrujen, ali kakšna bolečina v telesu in to, če res začutiš, ko začneš čutiti, je ful velika intenziteta te bolečine. Potem se moraš dovoliti, tako je pole še strah zraven, ker te noče, te hoče varovati, noče, da ti čutiš te bolečine, ker je tako močno. Ampak poleg enkrat začutiš, ko priješ čez ta preboj, pa se malo umiri in lažje deluješ naprej. Vsaj pri meni je taka izkušnja. Ko v bistvu je bolečina sestavljena, v bistvu dva dela jo sestavljata. In to je ta somatski del, se pravi telesni, se pravi ti, to je informacija o lokaciji bolečine, o intenziteti, in pa imaš pa še v bistvu afektivni del bolečine, ki je pa v bistvu, kako ti bolečina na razpoloženje vpliva, kako jo ti s čustvi začutiš, a te to zdaj prestraš, a te to zdaj, kakšne občutke ti to, a te to zdaj pasivizira, kakšen odnos imaš ti čustveno do bolečine. In je to nekaj, o čemer se, 10 let nazaj smo ni govorili, je pomembno, da mi vemo, da v bistvu prinaša bolečina ne samo to informacijo o
o samem bolečinskem signalu, ampak tudi ta razpoloženjski del. In psihiatri probajo na to vplivati, recimo zanimiv z antidepresivi. Se pravi, pri res hudih bolečinah se zdaj predpisuje antidepresive. Lih zato, da se vpliva na ta afektivni del, da ne to še dodatno ojača bolečinskega signala. In se mi zdi zelo smiselno to. To so ponavadi majhne doze, tudi jaz imam mikrodoze antidepresivov, zaradi tega, ker vidim veliko smisla v tem, da se vpliva na ta del. In se mi zdi v tem, da se tudi ta tabu antidepresivov kle malo omili, ker jaz sem pri sebi začutil, ko sem imel recimo sem začutil to spremembo na boljše, no. Je nekaj, kar probam tudi, se pravim, z delom sam, tudi športom in vsem tem vplivati na ta afektivni del, nisem neki. Ampak v tistih hudih obdobjih, ko pridejo, pa rečem zdravniku, zdaj bi pa mogoče rabil še zdravila. Tako. Zanimivo. Veš, ki bi se ustavil pri tej tematiki, ki je spet povezana s to bolečino in kateri veliko govoriš in pišeš o njej, v bistvu ta identiteta, osebnost, kako se pri ljudeh, ki trpijo za kroničnimi bolečinami, kroničnimi bolezni, v bistvu ta bolečina postane del tvoje identitete in se ti z njo poistovetiš, da v bistvu bolečina postane del tebe. Ja. To je nekaj, kar je mene v bistvu zmotilo pri računih, zdaj kar trend nekih teh, jaz rečem, bolniških ali pa bolezenskih influencerjev. In me je zmotilo to v tujini sploh, no, in me je zmotilo to, da se govori v bistvu sam o bolezni. In težko se je jaz se zelo težko to drugače opredelim, kakor da je to do neke mere tudi zavzemanje vloge žrtve. Da je to, da ti še dodatno posvečaš pozornost temu, čemur bi mogel v bistvu sam delček svojega življenja prilagoditi. In jaz pa recimo z anatomijo moči hočem pa malo drugačen pristop in to je, da v bistvu govorim tudi o drugih stvareh, tudi vsak dan zdravega človeka probam zajeti v to, se pravi, da res ni v ospredju sam ta jaz sem pa zdaj pač kronično bolan, imam bolečine in to je to, kar je od mojega življenja. Ne, jaz pač probam graditi svojo osebnost, tudi drugje, najdel sem druge interese v življenju, ki me ločujejo od te identitete, da bi se pa jaz zdaj preveč poistovetil s tem in pač na določeni fazi v življenju se mi zdi, da je prav, da zavzame to zdaj nek večji del identitete, da najdeš ti zdaj te prave meje, ki ti jih bolezen sporoča. Ampak potem pa pride točka v življenju, ko moraš pa reči ne. Je pač, jaz sem več od tega, to je zdaj samo en delček, majhen delček, ki se mu moram prilagoditi. In najde te stvari, ki te pa veselijo v življenju, ne glede na bolezen. In bolezen nima nič s tem. Je samo nekaj, kar moraš v bistvu mogoče te cilje potem malo prilagoditi. Nikakor ne, pač zdaj sem pa jaz zdrav, pa ne rabim prilagoditev, ampak pravilno se naučiti v te stvari vključiti. Ja, se pravi, najti ta pravo točko na tem ekstremu, se pravi, na eni strani, ko si rekel, ta preveč identifikacija z boleznjo, na drugi strani je pa zanikanje tega. Ja. In se mi zdi, je fajn, ko si rekel, preko smo začeli snemati, da ti ovnaš tu bolezen, se pravi, odprto govoriš od njej, hkrati pa te ne preveč prevzame ta diagnoza, bolezen. To je ključno, se mi zdi. Z psihološkega vidika je to ključno, da narediš ta razkorak z boleznijo. Da je ne potlačaš, ampak res pač imam neke prilagoditve, ki jih rabim, ki se tudi zavzame za njih, konec koncev
Se prav je, da poveš, recimo tudi v družbi koncev, da razumejo, recimo jaz ne morem, da kdaj recimo cancelaš 3-krat zapored, kakšen, lahko event ali pa kaj. Pa potem ljudje kar mislijo, ja, njemu ni več do druženja, pa to. In je prav, da tudi ti njim skomuniciraš, lej pač ni to, jaz se sam hočem dobro počutiti v vaši družbi, nočem zdaj prinašati nekih svojih izkušenj težkih v to družbo in hočem, da vsi uživamo v tem, a ne. In če se o tem zdaj ne govori, delaš krivico sebi in drugim, v bistvu, a ne. Je pa v družbi pač tako, da ja, eni gledajo, eni zelo težko razumejo, eni ozaveščanje razumejo kot smiljenje, samo pomilovanje, a ne. Pa ne gre za to, a ne. Gre točno to, da ljudje razumejo te specifike, ki jih tvoje življenje terja, a ne. Kako si recimo vedel, se pravi, koliko časa ima že to bolezen, se pravi zdaj dobra 20 let? Ja. Kako si videl recimo odnos družbe do kroničnih bolnikov, do tebe? A si videl recimo, da se to spreminja skozi čas, da je več sprejemanja, odobravanja tega ali je še vedno neka stigma od zadnje? Se mi zdi, da se v tujini več o tem govori, tudi ozaveščanja je več o teh nevidnih boleznih, ker jaz pač moja Fabrijeva bolezen je v bistvu tudi do določene mere nevidna. Lahko se pojavi tudi kakšna obrazna deformacija, ampak temu ni pač, to niso kakšne intenzivne, da bi pač človek rekel, ja, že na prvi pogled, ja, ta človek ima pa neko bolezen, ne, da tako izgleda. In recimo ozaveščanje o teh nevidnih boleznih je več v drugje, kakor pri nas. In zato se mi zdi tudi, da je prav, jaz sem bil tudi na nekih konferencah, pa to mednarodnih, in sem res videl ogromno pozitivnih stvari, ki jih lahko ozaveščanje prinese v družbo, a ne, da se nauči nas pravilno vključiti v družbo, a ne. In absolutno mislim, da zaenkrat stanjem nisem zadovoljen, a ne, ampak je pa nekaj, kar hočem tudi spremeniti, a ne, v Sloveniji, to z anatomijo moči in pač z drugimi projekti, s knjigo, s podpornimi skupinami. Pač to je nekaj, kar je moj življenjski projekt in je stvar, ki bi jo rad imel, da vsak, ki dobi diagnozo, da jih ima na razpolago, ne. To je moj poskus, moj doprinos k temu, da se pa kaj spremeni. V teh 20 letih malo si že omenil, se pravi, dihanje ti ful pomaga, tudi govoriš od fitnessa. Kakšne so neke take stvari, ki pripomorejo k temu, da se vsak dan boljše počutiš, da lažje handlaš bolezen, bolečine? Pa me zanima tudi, če obstaja, recimo, če si iskal kaj tudi po alternativi v nekonvencionalnih načinih zdravljenja in tako naprej. Sem, sploh v začetni fazi, ki pač začetno je bilo tako, da smo bili vsi malo prestrašeni, tudi v moji družini pa tako, ker pač te bolečine niso šle tudi s tem nadomestno terapijo, encimsko niso šle stran. To je kar ustrajalo in to je pač grozen, da se ti s tem soočaš tudi za starše in vidijo otroka, ki trpi in pač iščeš vse živo, ne. Jaz sem poskušal, recimo z akupunkturo smo začeli, pa ni bilo učinkovito, pol smo šli ogromno nekih te obliži so bili, v bistvu analgetični obliži, ki si jih nalepaš, to tudi ni bilo učinkovito. Potem smo šli tudi s temle homeopatijo smo probali, potem tudi k bioenergetikom smo šli, sicer moja družina glede tega, tudi jaz, no, sem malo zadržan do teh stvari, ampak takrat je bilo to grozno obdobje, da pač človek v stiski bo probal vse. In ko ti nekdo reče, ja, le meni je pa to pomagalo, boš ti to zelo resno vzel, a ne. In smo probali, ampak ni tudi to pomagalo.
Pa sem res začel z nekim svojim takim pristopom, sem probal tako nek stik s telesom pridati, tudi mentalno sem začel veliko na sebi delati. Tako da se mi zdi vplivati na ta čustven del je največ, kar lahko narediš. Pa zdrav način življenja, se pravi, najde tudi recimo prehrano, ki ti odgovarja, je zelo pomembna, ne. Jaz te protivnetne obroke, recimo vključevati živila, ki delujejo na telo protivnetno, je ful pomembno. Hladna prehrana, recimo, manj obremeni meni, kakor nekaj, kar me pogreje, ne. Čim manj mastno jesti, se pravi neke lažje obroke, manjše obroke. To so stvari, s katerimi se da ogromno narediti, ne, da ti dodatno ne obremenjuješ organizma. In delujejo, delujejo, meni delujejo do te mere, da sem funkcionalen, kar sem si pa vedno želel, da sem, a ne. Prej si omenil Wim Hofa, a si tudi kaj eksperimentiral z mrzlo vodo, mrzlim kopanjem, ker recimo slišim, da veliko anekdot je, da to pomaga sploh pri avtoimunih in kroničnih obolenjih. Ja. Delam, ja. Okay. Jaz se z mrzlim skozi, mislim vsake to, zdaj po fitnessu lih ne. Ja, tisto je poleg kontraproduktivno. Ja. Ampak je pa nekaj, kar se mi zdi, je tak reset telesa, ne. Je nekaj, kar lahko narediš tako, zdaj ni fajn, da to narediš takrat, ko te boli ali pa da je še dodaten stres, ne. Ampak da res spet prije ta stres v sorazmerno dobrem počutju in takrat se mi zdi, da lahko telesu ful da. Se pravi, da ga resetiraš, da mu daš nek fresh start, da se tudi notranja temperatura malo spet spusti, pa pol počasi dviguje, pa ful je dober za imunski sistem. To sem opazil, da čim imam prakso rednega tuširanja s hladno vodo, ker kronične bolezni tudi so zelo zahtevne za imunski sistem in si bolj dovzeten za okužbe, ne. Tako da fitness pa, se pravi redna športna aktivnost pa hladni tuši so nekaj, kar je meni ful dvignili imunsko odpornost, ne. Se pravi, da zbolim res samo še tako, kot običajen človek, recimo 3-krat na leto max, ne. Na sezono, ja. Tako kot vsi ostali, če nimaš res močnega sistema. Zdaj si omenil fitness, kakšen je pa tvoj pristop v fitnessu in predvsem me zanima kronična bolečina in fitness. Kdaj ja, kdaj ne. Se pravi, do kjere mere, čutiš malo bolečin v telesu, iti na fitness ali ne iti na fitness? Ja, fitnessa sem se jaz lotil v bistvu iz napačnih razlogov in to je bilo, da sem šel zaradi slabe samopodobe. Kako večina. In pač jaz sem bil ful suh, ker nisem imel apetita zaradi bolečin, ful mi je bilo težko jesti, pač sem res prišel do nevarne meje, spodne meje. So mi tudi zdravniki rekli že, da sem presuh, da to ni več okej. In pol sem pa nekako, malo je bilo tudi tega bullyinga, pa tega, pa pol si rečeš, bom nekaj spremenil, a ne, in sem začel najprej s temi domačimi treningi, se pravi čist. Meni zelo je pomembno, da sem začel v bistvu doma, tako pri sebi, s svojimi mejami, se pravi, da nisem zdaj izvajal prehude agresije nad telesom na začetku. Ker pač jaz se 10 let nisem ukvarjal z nobenim športom, tudi sprehodi so bili zame muka, huda. Nekaj, kar mi je takoj že po parih korakih sprožilo nevropatsko bolečino, ker je bil za telo tak stres. In potem je bilo zelo pomembno, da sem začel recimo doma, sklece, malo teži pa to, tako res, da si daš nek svoj tempo, da ni nobenega ega prisotnega z ostalimi ali pa primerjanja z ostalimi. Pa sem šel v fitness, še vedno sem bil ful suh, pa tako še vedno sem izstopil recimo v fitnessu, ampak se s tem nisem preveč ukvarjal. Jaz sem vedel jaz sem začel občutiti pozitivne spremembe že po tistih treningih doma, da se mi je malo imunski sistem
popravil, sprehodi niso bili več tako naporni, recimo. Sem rekel, ok, dajmo začeti to malo bolj resno. In sem v bistvu odkril tudi tako samo spoznavanje v bistvu premikanja teh telesnih meja, ne. Mi je bilo zelo zanimiv ta proces, kako lahko jaz zdaj počasi dvigujem to mejo možnega, telesno zmožnega, ne. In sem odkril, da se da ful narediti, a ne. Da dejansko, če si dosleden in če si discipliniran in pač poslušaš svoje telo, da ne gre zdaj v neke burnoute, take akutne, pol se da ogromno narediti, a ne. In pač bolečina se je tako, zakaj tudi fitness, a ne, ker je v bistvu ne samo, lotil sem se ga iz napačnih razlogov, ampak sem odkril, da fitness zame ful funkcionira zaradi tega, ker imaš v bistvu zaradi teh pavz vmes, ker se telo ima čas obnoviti do neke mere, a ne, in ni tega tudi stopnjevanja telesne temperature, kar meni vedno tudi sproži bolečino, ni toliko intenzivno, ne, recimo te pavze ne vplivajo na napredek dejansko, ti imaš lahko tudi 5 minut konec koncev vmes, pa ne bo zdaj to, a ne, bo še vedno trening funkcioniral. Tako da tukaj je bilo, tukaj sem pol se zaljubil tudi v fitness, tako, ker je bilo res tak, ne vem, nek tak zdrav pristop k športu, recimo, tudi ne kaznuje nekih izpadov, tako, recimo, če se ti lotiš nogometa ali pa nekega timskega športa, se kaznujejo a ne, tam takoj, če ti malo popustiš, se kaznuje to, a ne, pač izstopaš ven. In fitness pa tega ne kaznuje, fitness pa ti lahko čisto se prilagodiš, a ne, v zadnjem času sem začel sicer tudi kolo voziti, kar je, odkrivam, da je ful pomemben ta VO2 max, a ne, da dviguješ postopno. Se pravi, probam res to toleranco do fizičnega stresa dvigant, ker več, ko zmoreš fizično, manj stvari te bo stresno vplivalo na te in posledično boš imel manj bolečin. Točno to. A ne. In to je nekaj, s čemer sem še zdaj fasciniran in obožujem ta proces premikanja meja, in pač športu, če imam recimo kakšne pridejo ta huda obdobja, ampak vedno pridem nazaj, vedno si rečem, saj bom nazaj, saj bom pač sem discipliniran glede tega. In pa tudi, če so bolečine prehude, ni fajn iti v fitness, a ne, še dodatno obremeniti telesa. Če jih je pa malo, pa po mojih izkušnjah zdaj sploh ni več problem, a ne, ker telo je zdaj že toliko vajeno aktivnosti, da ni več to sploh taka obremenitev, a ne, in v bistvu se ne stopnjuje več prehudo, oziroma da greš pa v neko rdečo cono zdaj bolečine, a ne. Tega jaz ne doživim več, razen če sem kaj bolan ali pa tako. In je top in mi je res, tako se počutim boljš, samozavest je šla gor definitivno, boljša samopodoba. Te stvari so pol pa, a ne, še stranski učinek vsega tega, ker disciplina pa doslednost je ključno, a ne. Kaj bi bil recimo kakšen nasvet za nekoga, ki trpi za kroničnimi bolečinami in recimo kot ti, ki si bil na začetku, ne, se pravi, si rekel, nisi bil aktiven, nisi imel ne moči, ne vzdržljivosti, nič. Kako zdaj tak človek ne začne, pa ne more zaradi teh fizičnih bolečin, kako začeti počasi premikati meje? Se mi zdi ključno, da imaš nek zdrav odnos s telesom, najprej, se pravi, da ti veš, da imaš to povezavo vzpostavljeno telo, ne, da se ti v bistvu zavedaš, da ti znaš presoditi, kdaj moraš narediti korak nazaj, a ne, kdaj prideš kdaj se bolečina preprosto ne da, a ne, in pač takrat moraš popustiti, ker drugače se bo razbolela do maksa, a ne. Ampak zato se mi zdi
blazno pomembno, da imaš ti to nadzor nad telesom in da se ne primerja z ostalimi. To je ključno. Zapravo, tudi mogoče ne iti v fitness takoj na začetku, zato ker tam pač ljudje so lahko tudi malo nesramni ali pa tako arogantni in pač to od nekoga, ki je že tako ranljiv, lahko pač odvrne od tega, da bi se pa zdaj začel resno ukvarjati. Moja izkušnja je sicer, da je več teh ljudi, ki spodbujajo, pa so, ampak so pa tudi taki, in takrat se pravi znati vedeti, zaupati v svoj proces, ločiti ga od drugih, da je drugačna tebe, ti imaš drug standard, kot zdrav človek. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno, in pa pač res znati vplivati na to, da ko se bolečina pojavi, da malo čez greš lahko, ampak moraš pa, to je stvar res izkušenj, pa daljšega časovnega obdobja, da se to, tudi vztrajnost mora biti ful prisotna, se pravi, da veš ti, danes mogoče ni šlo, da zaupaš v to, mogoče bo pa jutri šlo, pa da se da daš telesu čas, da se regenerira, to je tudi ful pomembno. Res, če greš, po mojih izkušnjah, tudi to je ta metoda mikroširitev, ki govorim v knjigi, je pač, če greš malo čez, če daš potem telesu čas, da se obnovi, da se regenerira, ne bo poslabšanja. Hkrati boš pa ti naslednji dan ali pa čez 2 dni boš v boljši kondiciji, kakor si bil 2 dni nazaj. In to je to, kar moraš, za tem se moraš gnati, to mora biti tvoj cilj. Se pravi, da si malenkost boljši, kakor si bil včeraj, in potem tako postopno dvigovati, ker veliko se da narediti z disciplino, res s pravim pristopom, z vztrajnostjo. Kronična bolečina je grozna izkušnja, ampak moja izkušnja je, da se z njo da živeti kvalitetno, jo pa moraš znati pravilno vključiti v svoje življenje. Ful dobra misel. Taka, opomnujoča. Veš, ki me zanima še, dosti govoriš tudi ta pomen skupnosti in skupinske podpore, ki verjetno tudi pri kroničnih bolečinah, kroničnih bolnikih je ful pomembna, da imaš ta občutek, da nisi sam v temu. Ja, se podcenjuje, koliko je to pomemben. Človek je socialno bitje in zdaj podcenjevati to komponento naše izkušnje tukaj je po mojem mnenju zgrešeno. Je pa pač prije fenomen ta, da se pač veliko ljudi osami, ker pač imajo občutek, da jih noben ne razume in se potem izolirajo od družbe, kar se mi zdi najhujša napaka, ker lahko, razumem, ker sem tudi sam to naredil v neki točki življenja, ampak je res nekaj, kar ni potrebno, da se zgodi in ni tudi prav in prav je, da imajo ljudje podporne sisteme, skupnosti, kjer se o tem lahko pogovarja in tudi tako, ne samo ta aspekt razumevanja, pa nekdo, ki je šel čez podobno izkušnjo, da se z njim zbližaš, ampak recimo ful mi je bila dobra ta prizor Toy Story, če si gledal. Daj povej, to si napisal tudi v dokumentu, pa nisem točno vedel, kaj si mislil. To je v bistvu, tam je v bistvu ena glavna ideja filma, tudi ta sprejemanje lastnih sposobnosti, svojih.
in je v bistvu ta Buzz Lightyear, on je prepričan, da ni igrača, ne? Da je pač, da je več, da je nek vesoljski junak, da ima pač neke ful hude featurje, s katerimi lahko pač premaguje, izpolnjuje svoje misije in je v bistvu samo v lovu na naslednjo misijo. A ne, pa prijeta recimo s tem Woodyjem, a ne, drug junak tega filma, je pa prijeta pol v neko nevarnost in tam pa on vidi, jaz pa v bistvu sem sam igrač, ne moram pomagati, tisti laserji, ki jih imam, mi nič ne pomagajo, sem sam igrača, ne, in takrat prijeta, on se vda v usodo, on tam obsedi in se prepusti nevarnosti, ne. In potem je zraven njega Woody, ki je tudi igrača in mu reče, in ga spodbudi in mu reče, lej, da se lepo živeti tudi kot igrača, a ne obupati. In ga on spodbudi v bistvu v to, da sprejme to svojo v bistvu pravo realnost, a ne, in potem gresta skupaj, ubežita potem tej nevarnosti. In se mi zdi, to je neka taka prispodoba, ki je ful pomembna tudi v kroničnih bolezni. Se pravi, da ti dejansko se naučiti, da vidiš, da se da lepo živeti tudi s kronično bolečino, s kronično in se s tem spodbujaš, a ne, in s tem bežiš nevarnostim, ki ti jih življenje daje, a ne. In to je taka prispodoba, ki mi je ne toliko časa nazaj sem gledal in se bi tako, to je točno to, to so podporne skupine, a ne. Nekdo, ki te razume, a ne, in ti pomaga v bistvu, te vzpodbudi, da vseeno zajahaš življenje in pač greš novim izzivom naproti. Koliko teh globokih sporočil imajo taki risani filmi. Samo jih moraš videti oziroma prepoznati in jih ponavadi, kadar si starejši, kadar si malo bolj odprt, imaš malo več izkušenj. Ne bom rekel filmi za odrasle, ampak to niso filmi za mlado občinstvo. Vsi so lepi, pa jih radi gledajo, ampak dejansko imajo ful globoka sporočila. Tle se je tudi videlo, da imaš ful te strasti do filmov in si tudi filmski kritik. Me zanima, kako si prišel do tukaj, kaj te je povleklo te noter, pa kaj ti pomeni to. Ker prej si že omenil, moraš imeti razpršeno identiteto, delati več stvari, da bolezen ne toliko vpliva na te, na celoto. Ja, film je v bistvu nekaj, kar me spremlja že dobro, vsi imamo radi filme, ampak recimo mi je bilo v teh prvih letih bolezni, tudi se mi zdi, so mi olajšali življenje, mogoče tudi nek pobeg od realnosti so bili, in sem jih ful gledal, tudi takrat, ko sem imel recimo bolečine, a ne, so me znali tako pobožati lepo, te lepi navdihajoči filmi so bili vedno tako, so me res lepo potolažili, tako čustveno, a ne. A imaš kakšen film, ki te je res opolnomočil, pa recimo en izmed najljubših filmov, ki te je res dal zagona? Ker jaz imam recimo 1-2, ki sem jih prvič spoznal v nekem težkem obdobju in poleg so mi dali nekaj zagona za naprej. Meni je bil recimo takrat, ko sem imel že diagnozo, nisem imel še diagnoze, ker je bila ta najhujša bolečina, po kateri sem dobil diagnoze, sem gledal Bena Hurja. Ne vem, če poznaš, ta star. Ta star, poznam ta nova, ta star pa ne. Ja, in mi je bilo, on gre tam res čez kalvarijo, ne. Ampak pride pa res tak lep film je, in mi je takrat to, jaz sem tako, sicer fragmentno sem gledal tisto, ker je bila pač bolečina se je ful stopnjevala in tako, ampak vsakeč, ko sem pogledal proti televiziji, sem padel čisto v te scene, te prizori so mi živo ostali v spominu, še zdaj jih nosim, zdaj sem tudi, ko sem rewatchal to, sem bil tako, pač, kako že takrat vidiš, da je to nekaj tako veličastnega, pa tako da to je bilo nekaj, kar
kar je me v bistvu spremlja že od skozi in tudi sem gojil to ljubezen tudi v kasnejših letih. Zdaj pa probam, tudi se s tem čim več ukvarjati. In pišem te filmske kritike, članke. Tudi svoj prvi film sem posnel, kratki igrani. To smo tudi, je bilo čisto, veš, par ljudi se nas je nabral, pa je bil nov budget, pa jaz sem delal milijon stvari, ampak smo vseeno prišli na nekaj festivalov mednarodnih, se nas je sprejel, tako da je bilo, pa smo tudi po teh festivalih malo hodili in je bilo res tako lepa izkušnja, tudi želel bi se s tem ukvarjati še naprej. In bilo to filmsko, tako mi je bilo ena taka lepa ločnica med v bistvu tem navadnim življenjem pa bolezenskim življenjem. Tako nekako imam interese tudi zunaj svojih bolezenskih omejitev. A si se kdaj ujel, da je film bil pobeg iz realnosti? Da ni rado samo soočanje z bolečino, ampak da je rado prav pobeg. Sploh v teh duševnih stiskah se mi zdi, da je bilo, ker pač, ko imaš ti neko bolečinsko krizo, ki traja recimo lahko pač tudi več dni, zdaj sem to začel omejiti, zdaj mi je to uspelo, jaz imam redko kdaj, da bi bilo tako pa res, da bi me pa bolečina čist disfunkcionalnega naredila. Ampak v preteklosti pa je bilo tako, da sem bil recimo več teh bolečinskih kriz in po tej krizi pride še ponavadi depresija, malo tako si depresivana, ne. In se mi zdi, da je bili filmi še bolj kot bolečine s tem duševnim delom, da so mi v bistvu bili tako nek pobeg od realnosti, ne, in od tega ne bežim, pač človek se spopade v stisko, kakor ve in zna, ne, če nimaš nekih rešitev, pač nekih priročnih pa zdravih rešitev, pač lahko zapademo tudi nezdrave, zato je tudi ozaveščanje tako pomembno, ampak je bilo to fazno, pač. Zdaj mi to ni več pobeg od realnosti, ker vem, takrat, ko pridejo ta obdobja, se znam z njimi na drugačen način spoprijeti. Ni zdaj to nekaj, da bi pa potlačil s filmom ali pa tako. Tako da je bil v gimnazijskih letih recimo, je bilo, sem pogledal tudi tako 3 filme na dan, pa to, pač je bilo tako res, ni bilo najboljš, ampak so mi pa ogromno dali, ne, tudi nekih uvidov tako globih, pa filmi lahko ogromno sporočilo nosijo, ne, vseb in jaz ne gledam nekih, zdaj ne vlečejo me neki mainstream filmi toliko, ampak res neki filmi z nekim sporočilom, ki imajo kaj globega za povedati o človeški izkušnji in tako da to me predvsem vleče pri filmu in odkrivanje pol nekih odnosov, soočanje s stiskami preko recimo glavnega lika v filmu, ne. Tako, veliko se da s filmom povedati, ne, in sem ogromno nekih uvidov, ki jih tudi v knjigo zdaj vnašam, pa to sem v bistvu iz filmov potegnil ven, ne, pa s kritikami, ko vidiš, režiser je hotel v bistvu to povedati, a ne, pa ti to potem seceraš, a ne, s kritiko ali pa s člankom. In to je stvar, ki jo bom počel sigurno celo življenje, ne. Zdaj sem že toliko vseeno izkušen in vem, da če ostali do zdaj z mano, bo verjetno časa, ne. Jaz si že parkrat omenil knjigo, ki jo pišeš, pripravljaš, pa me zanima ta proces pisanja, kako je bil pri tebi, ker dosti recimo avtorjev, pa vem recimo tudi pri sebi, ko dosti pišem, je tak terapevtski proces, se pravi, ti še enkrat predeluješ stvari, daješ v neko formo,
pač ni realna forma, ampak rata nekoč lahko realna forma in se mi zdi, da pole s tem tudi navdihuješ druge, kar je spet neka terapevtski način zate. Kako je bilo to recimo pri tebi zdaj, ko pišeš to knjigo, pa jo končuješ zdaj? V bistvu je bilo tako, da sem jaz te stvari že predelal na drug način, te stvari. Jaz imam za ta terapevtski pristop, imam v bistvu bolj dnevnik in se trudim, da je moja knjiga res tako bolj, se pravi, da je že filtriran, da so res sam neke tako objektivne opaske, že, in da ni zdaj to neko izpovedovanje čustev, ampak da so res konkretne stvari in probam res, to so res stvari, ki sem jih že predelal, in ta knjiga je v meni v bistvu nastajala celo življenje. Jaz sem že kot dijak sem začel pisati v bistvu priročnik za življenje s Fabrijevo boleznijo. Sem ga začel, ker sem pač zdel, kako do tega še ni, mislim, zakaj tega še ni. In pač sem rekel, bom pa jaz začel. In tam je bil bolj ta terapevtski pristop, tudi tako uporabno, kaj o bolečini, pa kjera zdravila kjera zdravila ne, kjere metode so dobre, tako malo najstniško vse. Ampak takrat še ni bilo dosti prečiščen to, nisem imel še dosti izkušenj in sem pol na neki točki to opustil. Pa je pa v bistvu to rastalo meni še naslednja leta in sem bil tako, zdaj pa mislim, da imam, vse sem začutil, zdaj pa mislim, da imam dovolj za povedati. Tudi zdaj s tem objavljanjem na socialnih omrežjih sem videl, ene stvari rabiš mogoče malo daljšo formo, da poglobiš stvar. In tukaj sem pol najdel eno tako formo, ki se idealno prilega temu, kaj jaz hočem narediti. In to je, da se pravi, sploh za nekdo, ki dobi diagnozo kronične bolezni, da ima neke smernice za zdaj, ni zdaj to konc sveta, tukaj lahko začneš. In tega se mi zdi, da je čisto premalo. Tako da, to bi povedal o tem. Top. Ja, se mi zdi dobro, da si tako usmeril to knjigo, da je res lahko to nek vodnik za nekoga, ki se želi malo več izobraziti od tega. Sej je internet, itak je ful informacij na internetu, ampak ko si rekel, zdravil je toliko, katera so najboljša, kateri pristopi so najboljši, glede bolečine, verjetno noter tudi od fitnessa, overiš treningov. Ene stvari pač je fajn tako res malo poglobiti. Pa ni dosti res nek krajša forma, ampak mora biti res tudi najprej sevna izkušnja, da vidiš, da govoriš iz lastnih izkušenj. Koliko je pa neke... ful verodostojnosti tudi, Koliko sem te vprašal, verodostojnost, koliko je teh nekih znanstvenih študij, raziskav o Fabrijeve bolezni? Se dosti preučuje, ali še vedno več. V bistvu tudi na nevropatski bolečini se govori vedno več, zaradi tega, ker je v bistvu nevropatija pride tudi pri sladkorni bolezni. Sladkorne bolezni je vedno več. In se tudi farmacija zdaj odziva na te potrebe in pač se ful dela študije za to, da se to reši. In tudi splošno v Fabrijevi bolezni je ogromno prisotno. Mene najbolj veseli v tem, da se je začel ful govoriti o duševnem zdravju. Ko so pač opazili, da so tudi ogromno samomorov, depresije, zaradi tega, ker je toliko pač hudo živeti in toliko ljudi se pomika v to samo in ko enkrat ti nimaš več reference z zunanjim svetom, je to recept za katastrofo, ko imaš občutek, da si izgubil stik s svetom, da si samo breme. In to me veseli, da se o tem govori tudi znanstveno, da stroka o tem govori, da poznamo te številke, da vemo, meni noben recimo povedal, pač tudi na psihično zdravje, na mentalno stanje moraš paziti,
pač moraš biti najprej depresiven, da vidiš, da se moraš tudi s tem soočati, znati. Tako da, vedno več je tega, kar je top. In vsak, recimo, se želi o tem izobraziti, gre lahko na internet, najde strokovne članke, preverjeno in tudi me veseli zdaj ChatGPT, umetna inteligenca, ogromen se da s tem narediti. Mislim, ker zdravnik mogoče kdaj ne bo resno vzel tvojih težav in veliko teh izkušenj v bistvu, ker so tudi zaposleni zelo pač preveč obremenjeni. Pač jaz čisto razumem, da kdaj pride do tega, da ne moreš pomagati, kot bi si želel. Ampak takrat mogoče pa je fajn, da recimo svoje probleme predebatiraš s chatom, mislim, z AI-jem in ti on potem najde te naslednje smernice, ki bi bile zate prišle v poštev. Se mi zdi ful pomembno to, da nimaš ti nikoli tega občutka, z mano je pa nekaj narobe, ampak noben tega ne opaz, noben tega ne vzame resno. In potem tudi ti boš začel to, boš te signale utišal in potem se zgodi ta bolezenska stigma, umik v osamitev, in to so potem nevarne okoliščine. Se strinjam. Zdaj v tej uri sva že kar zašla vse tiste tematike, ki smo rekli, da bi jih lahko predebatirali, pa me zanima, zdaj recimo proti koncu gremo, če ti pride še kakšna misel, mogoče še kakšna tematika, o kateri nismo, ali pa recimo kakšna neka zaključna misel za vse poslušalce, gledalce. Ne, jaz bi sam povedal, da upam, da moja zgodba, namen moje zgodbe deljenja, jaz nisem nekdo, ki bi terjal pozornost ali pa, ki bi užival v tem, ali pa jaz sem bil vedno tak, ki se je držal v ozadju, ampak sem preprosto videl nek manjko v družbi in sem želel svojo zgodbo podeliti s čim več ljudmi, zato da se lahko povezujemo med sabo, da se lahko navdihujemo, opogumljamo, in to bi rad v bistvu dal sporočilo, da tudi če imaš neko bolezen ali pa bolečino, ni konec sveta, in da moraš o tem vsekakor govoriti tudi, s pravimi ljudmi, z ljudmi, ki te bojo resno vzeli, razumeli. In zato sem bil pripravljen tudi stopiti v ospredje, se izpostaviti. V svoj žarom. To je stvar, ki jo odkrivam zdaj na novo, se učim sproti, nisem imel jih fajn tako, včasih imam te stiske, meni to preveč poveš vse, ni to, da veš, tako pridejo te malo stresni trenutki, ampak je pa ful je zanimiv, ful sebe spoznaš, se ti tudi veš verjetno, koliko v bistvu o sebi zveš novih stvari. Tako da s pogumom, vztrajnostjo in odločnostjo, da se v tem življenju vsem da produktivno živeti naprej, in to je moje glavno sporočilo, ki bi ga rad dal naprej. Upam, da pride do pravih ljudi, in to je to. Tako. Tisti, ki bojo mogli oziroma bojo potrebovali to, bo že prišlo do njih, tako ali drugače. Ali skozi video obliko, ali skozi knjigo, ali skozi poste. To je važno, da se da ven in pole že doseže ta pravi ljudi. Mogoče ne samo tiste, ki imajo tako bolezen kot ti, mogoče nekateri, ki imajo tudi kronične bolečine, ki tega se mi zdi vedno več. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da se govori o tega. Se pravi, kako tudi to, kako obvladovati neko kronično bolečino, ki prije in skozi duševne stiske, in skozi izgorelost, in skozi neke dedne bolezni, ki jih imaš ti. In tako da
Top. Evo, zdaj gremo še z zaključnim vprašanjem, ki so direkt vezana na tematiko podcasta, se pravi benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, pa me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. Ja, je tak, zame je to v zadnjih letih postalo bolj faktor mentalnega zdravja, se pravi, da dejansko ti si poravnan z nekim višjim smislom, si poravnan, da imaš neko poslanstvo, čutiš nek smisel, najdeš nek nasleden, jasno definiran cilj, da se moraš vedno proti nečemu premikati, to je zame recimo zelo pomembno, da se dobro počutim, da moram imeti jasno definiran cilj, tako da zame je to tako psihološki faktor, in tako fizično se jaz redko kdaj res dobro počutim, a veš, mislim tako, je skozi to, redko pride trenutek, ko bi pa rekel, zdaj sem pa res dober, a ne. Sej probam takrat, ko pridejo ful dati pomembnost temu, a ne, in tako izkoristiti tiste trenutke maksimalno, ampak ja, zdaj tako res, da greš, jaz mislim, da moraš najti nekaj, proti čemer se premikaš, ker je potem tudi ovire lažje premagovati, ne. Prav, da imaš točno cilj in se mi zdi, da potem tudi, če padeš, a ne, na tem, če ne gre vse po načrtu, lahko ustaneš in greš naprej. Se mi zdi, da kadar imaš močen cilj, močno poslanstvo in močen namen v tem življenju, te tu kar puša naprej, puša in tu je tak notranji ogenj, gorivo, ki ga ne zmanjka. Tako da to se mi zdi ful dobro. 3 do 5 nasvetov za več dobrega počutja. Bi rekel, obkrožiti se z pravimi ljudmi, to se mi zdi ful pomemben. Se pravi, ljudje, sploh, če imaš neko kronično ali pa, saj tudi zdravi ljudje, se moramo obkrožiti, se pravi, ful mi je pomembno, da se obkrožiš z ambicioznimi ljudmi, ki imajo isto občutek, da imajo neke višje cilje. Potem, potem pa, kaj bi še rekel, definitivno to, da sta in telo v čim tesnejšem stiku. Potem bi rekel še, da znaš presoditi, kdaj je treba stisniti zobe pa iti naprej, a ne. Da vidiš, recimo, da ko pride težava, da jo prepoznaš, ne da rečeš, ne, pač, to se ni zgodilo lihkar, a ne, pa greš naprej, ampak da jo prepoznaš težavo in greš naprej kljub njej, a ne. To se mi zdi ful pomemben pristop v življenju in ker te tudi gradi za naprej, a ne, se pravi, ti ko prepoznaš težavo, greš lahko ven malo močnejši in imaš to znanje o tem. Evo, zdaj sem šel pa čez to. A ne, in je ful tak, dati en tak zanos za naprej, in zagon za naslednje stvari, a ne, tako bi rekel. Top. Tretje vprašanje, kakšen nasvet bi dal sebi oziroma kaj bi sebi rekel pred 5-10 leti? A pa lahko rečemo tudi, kadar si imel diagnosticirano bolezen, kakor želiš. Jaz bi si predvsem večkrat rekel, pač, da to ni običajno, kar greš ti, a ne, da je to neka res specifična izkušnja, in da se zavedaš, da imaš malo manj referenc z ostalimi, kot jih imajo recimo drugi ljudje, a ne. Se pravi, da moraš najti neko svojo pot, da bo ta pot mogoče
bolj stresna, da bo več preizkušenj, večkrat se boš mogel preusmeriti, da znaš biti fluiden glede tega, ne. Več manevrov bo treba v življenju narediti, več samospoznavanja boš mogel narediti. In to bi si večkrat rekel, lej, pač vse je v redu, najdu boš pravo pot, do zdaj si jo vedno najdu. Boril si se po svojih najboljših močeh, veš, da si borc v sebi, da nisi nikoli zares pač se predal, a ne, obležal v postelji ali pa karkoli, vedno si vstal, šel in si dal tudi priznanje za to, kar si do zdaj, se mi zdi ful pomembno, da ljudje si priznamo svoje stiske in svoje težave in ne vem, če se ti karkoli stresenega zgodi v življenju, moraš vedeti, da je bilo pa to zdaj, a ne, da je to zdaj pa neka tudi smernica pol za naprej, a ne, da se znaš. Tako da pri kronični bolečini sploh se mi zdi tudi to pomembno, no, da se res, da se ne odriva tega stran, da sej takrat, a veš, moj coping skill je bil takrat z bolečino, da sem šel pač računalnik igrati ali pa igrice igrati in pač si za 1 uro kakor to kot mislil bolečine, a ne. Ampak pač moraš pa najti, se pravi, ohranjati to ambicijo, se pravi, doseči nekaj več, imeti cilje, hkrati pa zaupati v svojo pot, a ne, da boš že našel, recimo, če boš vztrajen, če ne boš obupal, se bo našlo prostor zate na tem svetu z jasno določenim mestom v družbi, a ne. Evo. In ti mislim, da si našel svoje mesto v družbi. Ja, jaz tudi upam, no, mislim, da tudi to mi zdaj dalo v zadnjih letih eno tako lepo občutek pomirjenosti, da sem našel stvari v življenju, da ne rabim več iskati v bistvu nekih višjih poslanstev, ciljev, ampak da zdaj lahko se ukvarjam z manjšimi cilji in to se mi zdi, da te ful razbremeni, a ne, da imaš, se pravi, višje sanje, cilje, pa potem te manjše vsakodnevne, vsako uro, to se lahko pomika, a ne, vsako minuto, priješ na vsako minuto. In ti da dosti velik manever za to, da se znajdeš v življenju. Ful dobro. Evo, 4. vprašanje. Najboljši nasvet, ki si ga prejel v svojem življenju ali tisti, ki ti je ostal najbolj v spominu? Zdaj vse, kar bom rekel, bo ful kliše, tako da ne vem. Te, ki so najbolj splošni, najbolj držijo. In je to res, tako da ne bi enega izpostavil, ampak ne vem, to res neko, jaz sem bil ful fasciniran nad ljudmi v življenju, ki so vztrajali, ki so bili, takrat, ko so bili res v izgubljeni situaciji, pa so vztrajali, ne toliko zaradi tega, ker bi bile možnosti še dobre, ampak samo zaradi vztrajenega samega, ne, in sem bil ful, recimo, obseden sem bil s temi alpinisti, ker je bilo večkrat tako s temi zgodbami, ki so bili res v izgubljenem položaju, zaplezali, karkoli, pomoč ni prišla, so si kaj zlomili, pa neka poškodba, pa so vseeno vztrajali, pa so bili v izgubljenem položaju, pa so rekli ne, in to me je ful fasciniralo in njihova življenja so bili meni tako kot nek tak velik nasvet, kaj pa tudi jaz hočem s svojim življenjem oziroma kakšno identiteto hočem imeti, ne? In to je točno to, vztrajenega borca, ne. Ful dobro. Vztrajnost, ne. In še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki je tebi najbolj pomagala pri osebni rasti in da si osebno zrastel, da si postal boljša verzija sebe? Ful mi je bilo pomembno to, da sem se naučil čustva sprejemati, jih prepoznati in pravilno umestiti. To mi je bilo, v bistvu to se je zgodilo v eni terapevtski skupini, ne toliko časa nazaj.
smo se pač pogovarjali, v bistvu to je bila skupina za moške in smo se pogovarjali, sem bil tam sicer najmlajši, ampak mi je dala tista skupina ogromno nekaj, jaz sem v bistvu opazil, koliko je to, koliko so čustva v bistvu nekaj, kar sploh moški porivamo iz naših življenj, jih ne znamo in potem edina negativna čustva, ki si jih moški dovoli začutiti, so v bistvu je jeza sama, ne. In pa jeza zame ni več zdaj slabo čustvo, je nekaj, kar te lahko tudi ti da zagon za naprej, ne. Si jezen sam nase, recimo, pa potem hočeš kaj spremeniti. In tudi jaz recimo sploh nisem znal prepoznati, jaz sem prišel na točko, ker nisem več, tudi po moje zaradi tega vsega, kar sem doživel z boleznijo, nisem znal več sploh sramu, recimo občutka sramu prepoznati, a ne, ali pa nekega gnusa, ali pa teh osnovnih negativnih čustev. Jaz nisem pač, sem jih se naučil porivati in mi zdi, da moraš neko čustveno pismenost dobiti tukaj, sploh za moške je to ful pomembno in se v tem tudi znati soočati z njimi, ne, jih umestiti pravilno in to mi je dal, ko sem šel čez to skupino, sem bil tako, se mi zdi, da drug človek, no, postal dejansko, ker sem prepoznal del sebe, ki sem ga prej v bistvu izklapljal, ne. In me je tiho kvaril življenje, ne, nisem vedel, da ampak je totalno vrelo to vse v meni in na napačnih pol manifestacijah to vam prihajalo, ne. Ali se manifestira v dodatno bolečino, ali se pole manifestira ven, ali se manifestira v tvoje duševno zdravje, pa čustva so ful problem, In govoriti o tej čustveni inteligenci, bi se lahko to rekla. Pač prepoznavati, ko si rekel, prepoznavati čustva, zaznavanje čustva in na to predelovanje, oziroma sprejemanje, izražanje in to je to ful pomembno. Top, evo. Okej. Je šlo skozi. Evo. Super, hvala ti, dober si vodil, si me čist. Nisem imel nobenega brain freeza, brain foga, tako da to. Ni bilo hudo, sem se zelo domače počutil. No, lepo slišati. No, zdaj za konc lahko še podeliš, kje ustvarjaš vsebine, kje te lahko ljudje ne spremljajo, naslov knjige in kdaj približno predvidevaš, da bo lahko knjiga zunaj in tako. V bistvu imam, ljudje me največ objavljam na Instagram, na računu Anatomija moči, potem sem tudi na drugih omrežjih aktiven, socialnih, ampak največ tam objavljam, me lahko poiščete. Knjiga ima zaenkrat delovni naslov Sem del tega sveta in jo zaključujem, je v zaključni fazi, tako da jaz upam, da v začetku naslednjega leta, zdaj moram še se probati videti, ali bom šel v samo založbo, ali bom šel v dogovor z založbami, ampak sigurno je to nekaj, kar mi zdajle prioriteta in hočem čim prej dati ven. Je pa tudi nekaj, kar še spoznavam, tako da težko rečem, kdaj pa točno bo pa ne dokončno. No, potem bomo spremljali po socialnih omrežjih, jaz bom dal povezavo do Instagram profila, da lahko kar kliknete gor. In tudi potem, no, jaz smo še eno darilce zate. In sicer našega sponzorja Klet Brda, tako da ne vem sicer, kako si z alkoholom, ampak le ena taka spominska. Preveč ga ne sme biti tam. Kakšen kozarček. Super, eno belo, eno rdeče, tako da to. Hvala ti za udeležbo, hvala, ker si se odprl in tako ranljivo govoril od tvojih težav oziroma izzivov, pa tudi življenja. Tako da se mi zdi zmeraj fajn, da pač govorimo o svojih lastnih izkušenj, kar smo se naučili, pa mislim, da lahko ful damo ljudem. In hvala tudi tebi, da delaš to, kar delaš. Res, jaz vidim veliko lepih stvari, ki jih ljudje lahko potegnejo z tvojih vsebin, tako da tudi svojim sledilcem bom z veseljem te priporočil. No, super, hvala ti ful. Tako da hvala tudi vam, ki ste nas gledali, poslušali. To za danes in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau. Čau.
To je to.